Pozdravljeni. Po končanih kvalifikacijah za veliko nagrado Velike Britanije pride na vrsto naš običajni zadnji brifing. Poglejmo vsi skupaj, kaj vse moramo vedeti pred začetkom nedeljske dirke. Tudi tokratni zadnji brifing bo kot ponavadi razdeljen na 3 nam dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali rezultate kvalifikacij, v drugem bomo skušali razumeti ritem pri posamezni ekipi in seveda poleg tega si bomo ogledali še marsikatero drugo zanimivost vezano na samo telemetrijo. In v tretjem bom predstavil moje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A začnimo kot ponavadi na začetku s tistim, kar so nam pokazale kvalifikacije. In zagotovo prva točka, mimo katere ne smemo. Max Verstappen je voznik, ki se ga ne sme nikoli izključiti iz bilo katerega boja, pa naj si bo na kvalifikacijah ali pa tudi na dirki. Videli smo, kako mu je uspelo v zadnjih trenutkih premagati v navednicah nepremagljiva McLarena. In to je tisto, kar dela Maxa posebnega. In ne smemo pozabiti na nekaj, da dirka v Silverstonu je v resnici domača dirka za Red Bull. Res njihov lastnik je v Avstriji, ampak njihov sedež je v Milton Keynesu, zato so se tudi oni tu še posebej potrudili. In verjetno danes marsikateri navdušenec tudi razume, zakaj pri Red Bullu naredijo bolid pisan na kožo Maxu, ker imajo drugi vozniki ogromne težave. Zaradi takšnih rezultatov je to verjetno. In lahko bi dejali, da McLaren je bil tu poražen ne toliko strani Red Bulla kot strani Maxa Verstappena. A tudi v McLarenu se bije interni boj, ker je tokrat Oscar Piastri premagal Landa Norrisa, kar je zopet neka manjša prednost, ki jo bomo lahko videli v resnici, kako bo pomagala na nedeljski dirki. Ampak ne smemo pozabiti, da na 4. mestu je George Russell, torej Britanec, ki je zopet dal nekaj malega več. Ampak zgodbe z britanskimi vozniki še zdaleč ni konec. Namreč Lewis Hamilton pred Charlesom Leclercem. Lahko bi dejali prednost domačega terena, domače proge, ampak ne moremo mimo dejstva, da pri skuderiji Ferrari so verjetno razočarali mnoge ljubitelje, mnoge navijače. Na prostih treningih smo jih videli bistveno bolj spredaj. In marsikateri, imenujmo ga poznavalec, je morda dejal, da bodo za prvo štartno vrsto se potegovali izključno vozniki Ferrarija in McLaren. Kot sem povedal, Maxa ne smemo nikoli odpisati in tudi pri Mercedesu z bistveno nižjimi temperaturami so postali konkurenčni. Tudi Andrea Kimi Antonelli ni bil slab, namreč uvrstil se je takoj za Ferrarija. Ampak, če malce potegnemo črto, bi lahko dejali, da so največji poraženci v teh kvalifikacijah pri skuderiji Ferrari, od katerih smo vsi mi resno pričakovali nekaj več. A ne smemo mimo nekega dejstva,
ki je pokvarilo celotne kvalifikacije Oliverja Bernala, ki je bil fantastičen, s Haasom se je prebil v Q3, ampak na tretjem prostem treningu je dobil 10 kazenskih mest. Torej, kljub temu, da je zablestel zopet na domači progi, je njegov rezultat dobesedno ničen. In tu seveda ne moremo mimo lepih kvalifikacij Fernanda Alonsa in tudi Pierre Gasly se je prebil dokaj naprej, ampak trebno bo počakati dirko in rezultat obeh voznikov. Prav tako tam v ozadju bi rad poudaril, da je Carlos Sainz mlajši bil tokrat pred Aleksandrom Albonom, kar seveda za Williamsa tu v Silverstonu zopet ni tako slabo. In Sainz ima kvalitete, Sainz je hiter, namreč mnogi izmed vas se upravičeno sprašujete, kaj se dogaja z njim. Ampak izgleda, da Carlos Sainz mlajši v tem trenutku nima tistega kančka sreče, da bi skupaj sestavil celoten vikend v nekem konkurenčnem načinu. A upam, da se ga bo sreča tokrat držala, da se mu bo nasmehnila in da bo končno pokazal tisti svoj pravi jaz. O Franku Colapintu tokrat ne bi več govoril. Namreč povedanega je bilo že dovolj in tokrat bi morali spregovoriti tisti odgovorni v ekipi. Primerjava med njim in Gaslyjem je sramotna. In zadevo, kar se tiče kvalifikacij, lahko zaključimo tu. Pri ostalih bi lahko dejali brez presežkov, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Ampak, če imamo sedaj pred seboj tisti štartni razpored, je bistveno razumeti, kakšen ritem bi lahko imeli pri posameznih ekipah. In tu se bomo kot običajno najprej ustavili pri tisti simulaciji, ki jo lahko najdemo na uradni spletni strani Formule 1. In sedaj tu vidimo, da McLaren, Red Bull, Mercedes in Ferrari so dokaj skupaj. In če malce posplošimo, vidimo, da ta vrstni red se nekako odraža tudi na štartnem razporedu, kjer je Ferrari malce bolj zadaj, kot bi lahko pričakovali. Ampak, če gledamo na zaostanke, vidimo, da je vse to znotraj tiste statistične napake. Seveda imamo na to tisto drugo skupino, kjer je Aston Martin, Williams ter Racing Bulls in na to še tretjo skupino, kjer se nahaja Haas, Sauber ter Alpine. Pustimo sedaj to, poglejmo si neko drugo simulacijo, ki nam bolj nazorno pokaže, kako dober je McLaren. In tu ne vidimo samo tistega povprečnega časa, ki nam daje neko aritmetično sredino ritma, ampak vidimo tudi razliko med najhitrejšim in najpočasnejšim žogom v posameznem stintu. In poglejte sedaj, tako Piastrija kot Norrisa, kako tenki črti imata, in če vam ta prikaz ni dovolj, poglejmo si še graf. Kako nizki in ravni sta krivulji, ki ponazarjata ritem tako Piastrija kot Norrisa v primerjavi s tistim, kar vidimo kot primer pri Lewisu Hamiltonu. In to je razlika, kjer lahko vidimo, da pri McLarenu, kar se tiče ritma, nimajo velikih težav. Tako kaže, da so med najhitrejšimi, čeprav posamično je imel Max Verstappen boljši čas, ampak razpršenost samih krogov je pri McLarenu skorajda idealna. In poglejmo si še neko zanimivost vezano na drugi prosti trening, ki je razvidna iz telemetrije. Če primerjamo čase Leclerca, Norrisa
in Hamiltona, bomo hitro ugotovili, da je Charles Leclerc napravil nekaj zanimivega tam v kombinaciji Megels, Beckett in Chapel. Vidite lahko, da v primerjavi z ostalimi je tam Charles Leclerc odprl plin. Nažalost nam ni dano vedeti, v kateri prestavi je bil, kajti njegova hitrost ni poskočila in mogoče je prestavil navzdol. In podobna situacija je tam na koncu kroga v ovinku stol, kjer bi lahko dejali, da Charles Leclerc ima malce drugačno interpretacijo proge, ampak na koncu, kot smo videli, na samih kvalifikacijah se to ni preveč splačalo. Rad bi poudaril, Charles Leclerc je izjemen talent na en sam hiter krog. In to, da ga je tu Lewis Hamilton premagal, ni nič slabega, ampak danes ni pokazal tisto nekaj malega več. Videli bomo jutri na dirki. In seveda na koncu je prišel čas še za mojo napoved, kar se tiče strategije glede nedeljske dirke. Sam vidim dirko za veliko nagrado Velike Britanije kot dirko z enim samim postankom. Ne smemo pozabiti na neko dejstvo, da so pripeljali tu strani Pirellija za stopnjo mehkejše pnevmatike. Zato je treba najprej povedati, da začeti na pnevmatiki medium in odpeljati 18 krogov in nato na pnevmatiki hard še preostalih 34 je ena izmed možnih strategij, ampak zagotovo tista najbolj enostavna in predvidljiva. Sedaj ne da bi sledil Pirelliju, ampak druga zrcalna strategija nam nudi nekaj več. Namreč, če se začne na pnevmatiki hard in odpelje približno 32 krogov in nato na pnevmatiki medium še preostalih 20, se v bistvu čaka do zadnjega trenutka. Tako da, ko voznik opravi s postankom, ne pride v gnečo. Ampak ta druga strategija ima šibko točko, bistveno počasnejši prvi stint zaradi pnevmatike hard in bistveno počasnejši stint, ker je podaljšan, kar bi znalo biti kontraproduktivno, ker vidimo, da približno 14 krogov bi bili konkurenti tudi na progi za pnevmatiko hard, ampak bistveno mlajši. A videli bomo, kaj se bodo odločili pri ekipah. Namreč obstaja še v teoriji, in ponavljam v teoriji, tretja varianta, ista z 2 postankoma, začeti na pnevmatiki soft, odpeljati 12 krogov, nato izbor ali natakniti pnevmatiko medium, morda celo hard, odpeljati približno 26 krogov in nato v zadnjem delu zopet na pnevmatiki soft 14 krogov. Seveda, tretja varianta je tu, zato da vam predstavim v bistvu 3 variante. Dvomim, da bi jo kdo uporabil, ampak učinkovita bi bila, če bi se v pravem trenutku na progi pojavil varnostni avtomobil, ali pravi, ali oni virtualni. Ampak na to karto ekipe ne smejo igrati. A videli bomo, kdo je imel prav. Namreč v tistem srečanju pred veliko nagrado Velike Britanije bom predstavil tudi strategije oziroma napovedi samega Pirellija. V komentarju v ponedeljek bo pa podrobnejša analiza. Kar se tiče pa današnjega zadnjega briefinga, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.